Dober dan, spoštovane gospe in gospodje. Hvaležen sem poveljniku Šestanu za najino skupno odločitev, da v tem sklepnem delu soočenja z zdravstveno krizo obiščem pravzaprav vse štabe civilne zaščite na pokrajinski ravni v Sloveniji. Tako imam priložnost, da se osebno v mojem imenu, v imenu države, v imenu ljudi, ki jih imam čast predstavljati, zahvalim ljudem, ki v prvi vrsti se soočajo z to boleznijo. Rad bi povedal, da bomo po koncu te zdravstvene krize zaradi njihove strokovnosti in človeške požrtvovalnosti rekli, da smo bili priče strokovnemu in humanitarnemu podvigu. Tako kot v Postojni sem tudi danes govoril z različnimi ljudmi, ki so mi zaupali svoje težave, tudi svoja upanja. Vidim, da tako kot splošno javnost, tudi oni seveda doživljajo vse te težave v sklepnem delu soočanja s to krizo. Potrpežljivost je seveda nekoliko manj, stresa več, ampak prevladuje pa splošno upanje, da bomo zlasti zaradi cepiva uspešno končali to krizo. Gospod predsednik, jaz bi vprašal, vi rekli ste sklepni del te krize, ne? Ampak ugotavlja se zdaj v javnosti, da že nekaj mesecev ni v bistvu nobenega napredka, ne? Da število teh okuženih, hospitaliziranih še vedno visoko, ne? In da kako vi gledate zdaj na to situacijo? Prav gotovo si tako kot vsi vi želim, da bi bilo tega čim prej konec. Zaupam stroki, ki svetuje vladi pri sprejemanju ukrepov, da so ukrepi sorazmerni, primerni, pravočasni. Največ lahko pripomoremo k temu, da bo krize konec vsi mi, da se teh ukrepov čim bolj držimo. Bi pa rad poudaril tudi moje osebno upanje, ki ga dajem v dejstvo, da je končno cepivo prišlo v Slovenijo, tudi v druge države, sosednje, evropske, da bomo z precepljenosti v letošnjem letu to krizo zares končali. Če smo torej lansko leto lahko le ugibali, kdaj bo znanost dokončno pomagala, potem imamo zdaj odgovor. Mislim, da je naša človeška dolžnost, da skušamo razumeti pomen cepljenja. Tudi z tega mesta bi rad pozval vse, da razmislijo o tem, da se cepijo, ko pridejo na vrsto. Mislim, da je prav, da se najprej cepijo ranljive skupine prebivalstva, potem pa prosim, da se nekako po vrstnem redu cepimo vsi in s precepljenostjo poskrbimo, da bo te krize zares konec. Drugače bomo ljudi, s katerimi sem se danes srečal, še naprej izpostavljali izrednim človeškim in profesionalnim obremenitvam. Cepljenje vseh nas, poleg spoštovanja ukrepov, pa to krizo, ki jo seveda vsi skupaj zelo, seveda čisto človeško težko, ne, smo že utrujeni, prenašamo, jo bomo končali. O tem ne dvomim.